jaz se včasih pohecam in rečem, da vi sam povejte, katero težavo imate, jaz imam sigurno kapljice oziroma esenco za to težavo. In tudi za tiste situacije, kjer se vam stvari kar naprej ponavljajo, vi pa ne veste, zakaj, tudi zato obstaja esenca, ki vam pomaga, da to ozavestite, da vidite, tlele jaz tole delam narobe ali pa bi lahko na drugačen način, vedno na isti način naredim in seveda zato je rezultat vedno enak. Zdaj pa, če jaz spremenim tale način, se bo pa tudi rezultat spremenil. In temu rečemo učenje divjega kostanja. Popek divjega kostanja oziroma chestnut bud. To je v bistvu edini popek in popki rastlin imajo posebno vibracijsko strukturo oziroma poseben vibracijski podpis. Ja, je pa tale esenca popka divjega kostanja tudi zelo fajn v času izpitov ali pa učenja za izpite, zato da vam ni treba prevečkrat ponavljati snovi ali pa izpitov. Tako da je del neke mešanice, ki jo lahko uporabite v času učenja. Da bo pa bolj držalo, da bomo to, kako v bistvu deluje ta esenca, da boste bolj začutili in da vam bo pomagala, če imate to esenco, da bo bolj prijela, dajmo tako reči, bomo naredili pa še kratko vizualizacijo, ki vam bo pomagala, da se boste še bolj povezali s to esenco. Potem všečkajte video, kliknite subscribe, zato da boste obveščeni, ko bom objavila kaj za osebni razvoj, za duhovno nadgradnjo in tisto, kar vam pomaga, da dosežete svoj polni potencial. Z vami sem bila Manca Razboršek, Life and Soul Coachinga in pa avtorica knjige Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc in želim vam prijetno potovanje na tej poti življenja, seveda s pomočjo Bachovih cvetnih esenc, slovenskih cvetnih esenc, avstralskih cvetnih esenc in nasploh vseh cvetnih esenc, ki si jih lahko privoščite, zamislite, jih odkrijete ali naredite sami. Lepo se imejte, uživajte, čau, čau.